Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokratno pravljico poklanjam Zali, ki ravno danes, 27. oktobra leta 2025, praznuje svoj 3. rojstni dan. Zala, tvoji najdražji mami Ana, bratec Miha in ati Simon ti želijo, da še naprej ostaneš nasmejana in zdrava. Zala, vse najboljše in najlepše in naj ti igrivost ter drobne pravljične iskrice pričarajo čarobne dni. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Zalini najljubši pravljici o televizijski junakinji Pujsi Pepi z naslovom Novi čevlji. Pepa in Jure sta se igrala na vrtu. Čas je, da gresta nazaj v hišo. Pepa, kje imaš čevlje? Vpraša oči Pujs. O ne, izgubila sem jih, zajoče Pepa. Pepa steče nazaj na vrt. Nikjer ne najde svojih čevljev. Zares sem jih izgubila, zajoče. Ne skrbi, Pepa, jo potolaži oči Pujs. Saj so bili že stari. Z očijem ti bova kupila nove, obljubi mama Pujsa. Mami Pujsa in Pepa se odpravita v trgovino gospe Zajklje. Mami, reče Pepa, so lahko moji novi čevlji rdeči? Seveda, Pepa, odgovori mami Pujsa. Dober dan, reče mami Pujsa. S Pepo bi radi kupili nove čevlje. Rdeče, prosim, zakliče Pepa. Gospa Zajklja pokima in s police vzame škatlo. Gospa Zajklja odpre škatlo. Pomeri te, reče. Ti so zelo lepi. Pepa pomeri čevlje. Kot uliti so ji. Novi rdeči čevlji, se zahihita. Takoj, ko prideta domov, Pepa steče v dnevno sobo. Oči, oči, zakliče. Poglej moje nove čevlje. Rdeči so. Ohoho, reče oči Pujs. Zelo so elegantni. So ti všeč moji novi čevlji? Pepa vpraša Jureta. Juretu so všeč Pepini novi čevlji. Vsem so všeč Pepini novi čevlji. Pepi so novi čevlji tako všeč, da jih sploh noče sezuti. Nikoli. Celo v kopalno kad gre z njimi. Se smeji Pepa in se igra z mehurčki. Pepa in Jure se preoblečeta v pižami. Začneta si umivati zobe. Kaj pa, če bi sedaj sezula čevlje? Predlaga mami Pujsa. Ne, hvala, odgovori Pepa. Še spala bom v njih. Naslednje jutro mami Pujsa, oči Pujs in Jure obujajo svoje škornje. Začnejo skakati po blatnih lužah. Pepa se namršči. Še vedno ima obute nove rdeče čevlje. Pepa steče v hišo in se preobuje v škornje. Sedaj se lahko brez skrbi zabava in skače po lužah. Če hočeš skakati po lužah, moraš obuti škornje, reče Pepa.
Bravo, Pepa. Tudi majhne stvari, kot so na primer novi rdeči čevlji, lahko prinesejo veliko veselja ter nasmehov. Zala, verjamem, da je bil tudi tvoj rojstnodnevno obarvan dan poln objemov, najlepših želja, smeha ter pravljičnih presenečenj. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni zgodbi televizijske junakinje Pepe z naslovom Pepa in zobna vila. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček slavljenki Zali ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, Pepa.